11.4.15 po kristjanskem koledarju 2015, to je direkt, tokratna tema porno proti ljubezni. Spoštovane in spoštovani, nahajam se v Piranu, kjer na zelo vidnem mestu v oči bode tale grafit Life is porno. To je dejansko na nek način res v tej izprijeni civilizaciji in to je v bistvu tudi temeljni problem degeneracije sveta, kajti če bi bili mi zdravi, vsi skupaj, mislim kot družba, bi tu moralo pisati life is love, ne life is porno. Dejansko pa piše to, kar je res in glede na to, da je ljubezen tisto, kar svet spaja skupaj v svojem jedru in da je porno tisto, kar je ljubezen skoraj da že v celoti izpodrinilo, imamo kot civilizacija velik problem, kajti namesto bistvenih vrednot in tudi vedenjskih vzorcev za negovanje, ohranjanje in zdrav razvoj življenja, imamo razvrat, neke vrste mentalni satanizem, tudi če ni konkretno čaščenje satana, je to satanizem in aktivno degeneracijo na vseh nivojih, kajti jasno ne mora biti, da smo prišli že tako daleč, da si lahko osnovnošolski dečki skupaj kupijo pametni mobilni telefon, vpišejo neko tako imenovano free domeno in imajo dostop do najbolj bizarne pornografije, tudi tiste z živalmi, otroci in tako naprej. In sedaj je na nas, da dejansko dojamemo, da ti bizarni računalniški užitki zvečer zaključiš z delom, si odpreš spletno stran, si ga še malo vržeš na roko, da lažje zaspiš in potem postopoma pričneš zapostavljati ženo, ti razpade zakon, postaneš zmešan nor, se ti vse skupaj poruši, da je to nesmiselno in da je to v interesu neke sile, ki nas želi uničiti. Kajti vsakdo od nas si v svojem jedru želi ljubezen in dejstvo, da ga nekdo ceni, da ga nekdo spoštuje, da ga nekdo pogreša in da ga nekdo dejansko potrjuje v svojem lastnem bistvu. Zato poudarim na zaključku tega videobloga, naj nam v glavah in v srcih in v dušah odmeva life is love in ne life is porno. Life is porno je v, rečemo temu takole, v paralelnem vesolju, ki je nagnjeno v samouničenje.